Dober večer. No, takole. Spet smo v živo in danes bomo govorili spet o zdravju pa osebni rasti. Tako da, takole med tednom so zanimivi. Dnevi zvečer po moje ni nič kaj pametnega na televiziji. Tako da začela bom s kakšnim pozitivnim sporočilom in potem bomo pa šli majčkeno na hrano in hranilne snovi, ker danes je poplava vseh informacij in včasih človek enostavno ne ve, kaj je sploh prav in kaj ni. Tako da, glejte, da vam sporočilo potegnem za današnji dan. Nebovzeti mojstri. Podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen. No, bomo pa očitno začeli pri tem, jaz sem ljubezen. Naj vam povem, da bom nekomu danes podarila tole knjigico. To sem dala posebej originalno v kartah, je takale knjigica. Ampak sem dala natisniti nekaj teh knjigic, majhen večjih, in zaradi tega, ker karte včasih ne moreš nesti s sabo, in je knjigica priročna zadeva. In nekomu jo bom podarila, to bom na koncu naredila, se pravi vam zdaj povem, kaj je tale karta 12. Nebovzeti mojstri, dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. Kjer je obup, naj bo vera. Kjer je tema, naj bo svetloba. Kjer je žalost, naj bo veselje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno, ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. No, in naj vam povem, da pripravljam potovanje v Asizi, ker tole je osnova, je Frančiškova molitev svetega Frančiška in v Asizi bomo šli, čakajte, se moram še sama pogledati, v glavnem 9., 10., 11. maj. V glavnem peljala bom skupino, to vidite na moji spletni strani srečnoživljenje.com med dogodki. Se pravi, od 9. pa do 12. bomo šli najprej v Firence, pa v Seno, potem zvečer bomo pristali v enem hotelu, ki ga ima moja prijateljica Marinela. V glavnem bomo tam 2 dni imeli delavnice in potem na nedeljo 12. pa gremo v Asizi. Tako čutim, že lansko leto bi šla, ampak sem knjigo pisala, in zdaj sem pa rekla, bom pa skupino peljala s sabo in se veselim tega. Tako da jutri grem tudi na Jezersko se še imeti za delavnice, tako da bom pa poslala tudi po mailu. No, naj vas še to povabim. Tisti, ki bi želeli dobivati več obvestil glede tega, kdaj je kakšen dogodek, pa te pozitivne novice, pojdite na spletno stran srečnoživljenje.com in od spodaj je predalček, je polje, kjer se vpišete in vam potem enkrat na teden pošiljam nekaj pozitivnega. Tako da v glavnem pošiljam pozitivne novice. Zdaj še za začetek bom še kakšno pozitivno misel še potegnila, da vidimo kakšno sporočilo, pozornost. Vidim mir, vidim ljubezen, vidim srečo, vidim vse, kar si resnično želim. No in kako smo mi naravnani ponavad? V glavnem ponavad smo naravnani na to, da česa ni, kaj se je zgodilo slabega, kaj je bilo nekoč slabega, kdo ti nekaj slabega naredil in vse to potem meljemo v svojih možganih. No in danes sem se pogovarjala pri frizerju sem bila, in sva se pogovarjala s frizerjem prav o tem, kaj je sploh odpuščanje. In v glavnem to odpuščanje, ko te ne zaboli več, ko veš, da nekdo dela najboljš, kar zmore, takrat se dobesedno zgodi to, da se te vezi sprostijo in enostaven grejo stvari. No, zdaj pa, preden sem videla, hvala za pohvale glede knjige. A veste, zdaj ena gospa je rekla, jaz bom tudi napisala knjigo, bom napisala svoj življenjepis. Andreja, pišem, da bom potegnila mojo karto. Ne gre se za to, da napišeš knjigo zaradi sebe, ampak jaz pišem zato, ker verjamem v to, res verjamem v to, da z neko šolo, ki jo človek sam prehodi, lahko nekomu potem poda roko in da mogoče ni treba, da gre nekdo skozi enake šole, kar si jih prehodil sam. Zato pišem knjige, zato ker samo izrečena beseda
ostane nekje, ampak če je pa zapisana, ima večjo moč in se vedno lahko vračaš nazaj. No in zato so nastale tudi tele karte Prehod v novo dobo, te knjigce, zaradi tega, ker lahko vedno pogledaš, kaj mi sporoča stvarstvo. Andreja, za tebe sporočilo. Azira, moram si pisati, zato ker zmeram koga spalim. Zdaj bomo tako rekli, enih 5-10 minut bomo karte, pa gremo na vitaminčke, pa na hrano, pa na nekaj zadnjih vprašanj, ki sem jih dobila v tem tednu. Se pravi, Andreja, tole je za tebe. Jaz upam, da tole naprej dela, ker tukaj meni nekaj kaže, da se nekaj povezuje, ampak ok, bomo videli. Andreja, sporočilo za tebe. Samo zanimiv, tukaj nekaj mi kaže, da nekaj slaba povezava, ampak jaz upam, da tole dela. Andreja, zate je sporočilo to, kar je zdaj na kameri. Tema, kaj se skriva v nezavednih delih mene? Prosim za zavedanje. Better signal. Jaz upam, da bo tole delal naprej. Čakajte, mi sprobala tole nekam pritisniti, da vidim. Prekliči. Ok, jaz upam, da tole zdaj dela. Se pravi, Andreja, zate je sporočilo. Tole je zate sporočilo, poglej. In ti očitno se ukvarjaš malo s čiščenjem teme. Kaj se skriva v nezavednih delih tebe? Pa še na čihanje mi gre. Očitno bom čihala. No, jaz se opravičujem, še res je. Ja, Andreja, vem, da prekinja, meni nekaj internet sporoča. V glavnem takole, tole je zate, Andreja. Kaj se, Marija, tudi zate, kaj se skriva v nezavednih delih tebe? 33 karta in sprejemam se svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugim. No, potem pa Azira za tebe. Naslednja karta je pa Azira za tebe. Čakajte. No, takole, jaz upam, da se je tole naložil, tako kot se zagre. Takole, začni video v živo. Nekaj se je prej zaključal. Čakajte, da vidimo. Danes pa internetna povezava dela po svoje. Zanimivo. To so zanimive zadeve. Nimam pojma, me vidite ali me ne vidite, ampak dejstvo je, da tole, kakorkoli že dela, ne dela. Ok, v glavnem, noč, bom jaz razložila te stvari, če bo začel delati, drugače bom pa potem objavila video, pa bo v vsakem primeru v redu. Andreja, prejle sva za tebe, sva potegnile karto teme, se pravi, kaj se skriva tam, kar je treba počistiti. Zdaj bom pa Azira za tebe dala drugo karto in to ti imaš čiščenje. Vse, kar mi ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. No in v glavnem, očitno je treba kaj počistiti. Ker te karte, to je odločnost, treba nekaj narediti korak naprej, iti naprej. Zdaj pa Marija za tebe sporočilo, da ti povem, meni je žal, da se je prele prekinal, ampak v glavnem zdaj bomo menda tole delali. Marija zate, oddih, brez slabe vesti si lahko vzamem čas za sebe in se spočijem, zato, ker se imam rada in se cenim. No in v glavnem, dajmo začeti tukajle.
ko se ima nekdo rad in ko se cenimo, kaj takrat začnemo delati. Za začetek je dovolj, da poslušamo samo svoje sporočila. Glejte, kolikrat se zgodi, si na sestanku, se ti mudi, pod prvo niti ne posluša svojega sporočila telesa, da je treba iti na WC. To je za začetek. Naslednja stvar, ko smo lačni, rečemo še to, pozabimo jesti. In potem, ko smo že toliko sestradani, se ne moramo ustaviti. To je ljubezen do sebe. Naslednja stvar, ljubezen do sebe je tudi to, da znam reči ne. Da tam, kjer vidim, Glejte, eno stvar si moramo zavedati. Naše srce ima 5000-krat močnejšo energijo, kot pa naš In v bistvu zazna polje, približno 2 do 3 metre okrog nas, 2 metra okrog nas je naša srčna energija in dejansko mi občutimo, vse to občutimo. In poslušati sporočila našega srca pomeni, da tista prva informacija, ki ti pride, je ta prava informacija. Ne, da enostavno rečemo, ne, to smo se zmotili, to ni tako. Dejansko je pomembno, da poslušamo sporočilo svojega srca. In naslednja stvar, ko začutimo, da smo v negativnem polju, da je nekdo smrdi od negative, da enostavno rečemo, ne, tega jaz v svojem življenju ne potrebujem. In to je ljubezen do sebe, ne pa da zato, ker smo nekoč nekaj podpisali, neko pogodbo, zdaj pa mislimo, da moramo tam pustiti dušo. Za koga že? Ljubezen do sebe pomeni, da znamo jasno postaviti tudi meje. Ja, tudi jaz se učim, se vsi učimo. No, Nataša, zdaj pa tole sporočilo je za tebe. A sem jaz za Natašo prej že dala? Čakajte. Povezovanje. Na svetu sem zato, da svetim z ljubeznijo. Ja, in ko smo na svetu zato, da svetimo z ljubeznijo, pomeni, da dodajamo svetu, ne jemljemo. V ljudeh iščem njihove moči, njihove dobre lastnosti. Vsak ima v sebi drobno lučko, žarek Božjega. Dovoljujem si, da vidim svetlobo v ljudeh. Jaz sem svetloba, ki privlači svetlobo in jaz sem svetloba, ki osvetljuje temo. Glejte, to so res pomembne zadeve. Ko začneš pozitivno razmišljati, se začne dogajati to, da začneš oddajati drugačne frekvence, da začneš pred sabo privlačiti ali pa k sebi privlačiti drugačne ljudi. Ja, seveda, tisti, ki so okuženi z negativo, te obtožijo, da si sebičen, da misliš samo nase, da si samoljuben, da ti za nikogar ni mar, ampak, glejte, vse, kar vam obesijo drugi ljudje, govorijo zgolj o sebi. Zdaj, danes sem pošiljala oziroma zvečer, včeraj sem pošiljala po pošti in na spletni strani sem objavila en krasen članek, ki sem ga najdla na spletni strani bebamur.com. V glavnem, naslov članka je Vsak govori samo svojo resnico. In v glavnem, zgodba govori o tem, da je bil nekdo je sedel en kmet, je sedel na pragu svoje hiše in je eden šel mimo, nekdo je šel mimo in je rekel, poglej ga lenuha, samo sedi pred hišo pa nič ne dela. No, potem kmalu zatem je pa en drug šel mimo, pa je rekel, poglej ga, tukaj sedi cel dan pred hišo, ti srečnež, ti gleda ženske in po moje kakšno obdela. In ta tretji, ki je pa šel mimo, je pa rekel, ja veš, ubogi človek, cel dan je garal, in zdajle si pa vzel prislužen čas za počitek. In v bistvu na koncu vsak govori samo svojo resnico. Ker dejstvo je, da nekdo, če sedi pred svojo hišo, nič ne moramo vedeti, kaj je dejansko to, kaj je on. Ampak ta, ki je prvi rekel, ta je lenuh, je govoril sebi, jaz sem lenuh. Naslednji, ki je šel mimo, ki je rekel, ta ima priložnost opazovati ženske, se pravi, njega zanimajo ženske in je v osnovi babjak. In naslednji je pa tisti, ki je deloholik. V bistvu vsak samo razlaga svojo resnico. Se pravi, zdaj pa še Francka zate, pa Klaudija, zdaj si pa pišem, zato ker drugač zmeram kaj svalim. No, Silva, tale karta bo zdaj zate. No, Franc, dober večer, Melita, dober večer. No, Silva, ta je zate. Jaz sem popolna,
Dovoljujem si, da vidim jasno in da vidim resnico. Dobila si karto številko 9. In ta karta, ti bom prebrala naprej, boginja v meni pozna vse odgovore. Dobivam popoln odgovor, modrost je v meni, vse moje odločitve in vsa moja dejanja so pravilna. Moj duh je miren, hodim v svetlobi vere in samozavesti, zaupam procesu življenja. Livija, bom pol tudi še zate. Zdaj bom še eno za Francko. Francka, za tebe sporočilo. Da vidimo, kaj pa tebi stvarstvo sporoča. Popolnoma si zaščitena. Nadangel Mihael te spremlja. In to je v bistvu moder plašč. In ta moder plašč, a veste, kaj jaz naredim takrat, ko čutam to negativno energijo od ljudi? Samo rečem, moder plamen, stojim v zaščiti modrega plamena. Jaz sem svetloba, samo to vam povem in potem rečem, vse energije, ki so temne, naj grejo svojemu izvoru. Tega ne potrebujem. Enostaven, jasno je treba dati energijam ukaz. In, dajmo mečkano o energijah zdaj spregovoriti. Dejstvo je, da mi imamo okrog sebe plašč. Prva stvar je, to je fizično telo, je tako kot čebula, če si predstavljate. Potem je pa prvi plašč okrog, je aura in dejstvo je, da Kirlianova kamera se lahko z njo slika energijski plašč. Potem je pa okrog eterično telo, na to eterično telo okrog nas se zapisujejo vse misli, vsa čustva. In eterično telo je eter, kar pomislite, spustiš v eter, se pravi je neka informacija. Potem imamo pa še astralno telo, v glavnem več teh plasti, ampak rada bi govorila o auri in o tem eteričnem telesu. Eterično telo mi polnimo z energijo, z mislimi hvaležnosti. Bolj kot smo hvaležni, bolj polnimo, bolj je močno to naše zaščitno polje okrog nas. In bolj kot smo v nezadovoljstvu in bolj kot nergamo, jamramo, se pritožujemo, česa ni, bolj praznemo to naše energijsko telo. In kaj se zgodi? Bolj ko imamo izpraznjeno to naše telo, bolj smo dovzetni za te nizke energije. In potem se logično to odraža tudi na naših čakrah, na našem počutju in ne nazadnje tudi na našem zdravju. Zdaj bomo pa hitro še potegnila, se pravi, Klavdija. Klavdija, zate je dol odletela karta na tla. Blagoslov si dobila. Klavdija, ta je zate. Jaz sem ženska in sem blagoslovljena in blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajam v stik. Ponavljaj si to in boš videla, kaj se... To je tisti blagoslov, kar sem prej rekla. Hvaležnost, blagoslov, to je eterično polje okrog nas polni. In bolj kot smo v tej pozitivni energiji, lepše stvari se nam začnejo dogajati. In to je ena stvar, ko sam odločaš, kam gre toliko tvoje energije in koga boš privlekel v svoje življenje. Tako da, to je zate sporočilo. Zdaj pa Livija za tebe, prav? Livija, ti imaš pa hvaležnost. A sem govorila točno o tem? Govorila sem točno o teh dveh. Blagoslavljati in občutiti hvaležnost. To sta dve najbolj pomembne zadeve. In kako smo pa naravnani? Govorimo na to. Irena, tudi zate bom, prav? Govorimo pa, česa ni, kdo nam je slabo naredil, kdo je hinavski, kdo je ne vem kašen se, če pa nimamo v tem trenutku nekoga, bomo pa najdeli v svoji zgodovini nekoga, ki nam je naredil slabo. In s tem praznimo to eterično telo in praznimo auro in povzročamo sebi bolezen. Tako da to sta res najbolj močne zadeve. Blagoslov, se pravi tudi ljudi, ki so hudobni do nas, rečemo blagoslavljam te z ljubeznijo, in ti dovoljujem, da odideš. Ne bo tvoj svet miren, ampak sebi dovoljujem, da je moj svet miren. Ja, zato, ker sem vam rada. Zato, ker sem vam rada, pač ne rabim ljudi, ki mi skačejo v glavo. Zdaj pa naslednji je na vrst Ana. Zdaj si pa ti na vrst. Jaz upam, da nam cel večer samo karto vlekel. Pa se to čisto redel.
Moj svet je miren, občutam mir. Glih te zadeve vam grejo. Vranična čakra. Zdaj pa kje pa vranica? Vranica je tukaj na levi strani. In na levi strani vranica se dejansko z energijo svetlobe, zrakom se polni. V bistvu je vranica direktno povezana s tem eteričnim telesom. In v bistvu več kot te pozitivne energije občutimo, vranica ima v bistvu prav svojo modrost in tu vleče na kri. In bolj kot smo v tej temni energiji, bolj imamo, zdaj ne me narobe razumeti, gosto kri. Gosta kri jo smatram ne, da postane fizično gosta, ampak najprej zmanjka te življenjske energije, ko enostavno nimaš zjutraj volje za vstati, ko si zombi, brez energije, brez pospeška. In ja, nadihati se zraka in iti v gmajno in dovolj, da ta energija pride v tvojo auro. Nataša, lahko. To je bilo zdaj za tebe, Ana. Zdaj imam pa Jožica, pa ga še ena Jožica. Jožica, zdaj pa še za tebe. Glejte, pri vranici moram še povedati. Vranica direktno deluje na imunski sistem. In vranica, po drugi strani, v vranici se noter tudi čisti kri. In zato pravim, da kdor ne občuti radosti, ima gosto kri. Tukaj ne govorim prav tako, da mu bo postala, da bo imel 3 gliceridov preveč, ampak na energijskem nivoju najprej postane ta gosta energija in potem s časoma pridelaš na koncu koncev gosto kri, to pa pomeni 3 gliceridi, holesterol se poveča vedno, ko smo v stresu. Na to fizično bomo šli majčkeno kasneje. Jožica, sva rekla, da je zdaj za tebe. Vedno se povezujem s pravimi ljudmi. Dovolj, da iščeš lepe lastnosti pri ljudeh in naj te lepe lastnosti, a veste, vsak ima nekaj dobrega. In začnemo hvaliti pri ljudeh lepe stvari. Ne vem, ima mogoče nekdo lepe oči, mogoče ima lep nasmeh, a ne, ni vse slabo in vsak dela tisto najboljše, kar zmore. Irena, zdaj pa tale zate. Prav, Irenca, zate pa sporočilo. Srčna čakra. Jaz sem ljubezen, vidim ljubezen. No, zdaj pa pojmo na naslednjo stvar. Srčna čakra pa pomeni, da direktno napaja imunski sistem. Moje srce je vedno v stanju ljubezni. Tudi, če me odnosi preizkušajo, lahko občutim ljubezen. Toplina sonca, šumenje vetra, bučanje morja, sij zvezd, milina lune, trdnost skale, čarobnost jutra, energija kristalov, poljub ljubljene osebe, žar otroških oči, stisk roke, objem prijatelja ali nasmeh tujca. Vse izraža ljubezen. Ko sem naravnana na ljubezen, jo zlahka občutim. No in prav, zdaj pa pojmo na srčno čakro. Tukaj zadej, točno tukaj na sredini pri prsnici, zadej je droben center, ki se imenuje timus. Timus je center, kjer se regenerira ali pa ustvarja imunski sistem. In da si boste lažje predstavljali, prav srčno čakro dejansko povzroča vrtince. To je tako kot elektromagnetno polje. Dobro, jaz sem bolj v strojništvu, pa v tej zadeve tehnično, ampak to nastane elektromagnetno polje okrog nas. Srčna energija je pa tista, ki poganja to elektromagnetno polje in ljudje, ki so v kronični žalosti, zbolevajo za rakom. Ljudje, ki ne morejo odpustiti, zbolevajo za rakom. Kronična zamera in kronična žalost povzročata raka. In dejstvo je, da ko pa dovolimo biti v radosti, pa hkrati delamo hormone zadovoljstva pa povzročajo potem tako to, da dobro spimo, da se obnavljamo in da imamo dobro počutje. Tako da ta srčna energija je najbolj pomembna pri čisto vsem. No, zdaj imamo pa kdo še? Se pravi, sem rekla, še ena Nataša je bila pol? Še ena Nataša še zate sporočilo. Je prav, zate sporočilo pa je dobrota. Delam dobro in dobro se mi v izobilju vrača. Čeprav včasih ima občutek človek, da ne dobi toliko, kakor da samo daješ, ampak eno stvar se moramo zavedati, da v stvarstvu obstaja zakon izravnave. In zakon izravnave pomeni, da
Tudi če jaz dajem ta trenutek več, kot prejemam, mi je namenjeno povračilo. No, moje srce je polno dobrote, vse, kar dam, se mi v izobilju vrača. Dobrohotnost prežima mojo dušo, moje odnose, moje življenje. Tudi če ta trenutek dajem več, kot prejemam, vem, da v vesolju obstaja zakon izravnave. Za vsa moja dejanja sem bogato poplačana. Ksenija, mečken kastem bom še zate, zdaj pa sam še eno zgodbo bi rada povedala. Veste, kaj se je zgodilo leta nazaj? Bile so zimske počitnice in z mojimi 3 hčerami, mislim, da sem z 2 šla, ena je bila bolna, pa se niti ne spomnim več katera, smo se šle sankat na Star Vrh. In meni je guma počela. Res, da sem strojnica po poklicu, ampak gume še nisem niti enkrat menjala in nimam pojma, kako se jo zamena. Dejansko, ko mi je guma počela, gor na eni ozki cestici, stopam ven iz avta in ta prvega človeka ustavim in sem rekla, lejte, gospod, meni je guma počela, mi lahko prosim zamenjate gumo. Rekel, kje imate pa rezervno gumo? Ne vem. Rekel, no, pa se ni važen. Jaz menjam gume, sem vulkanizer. Ok, super. Žena njegova vzame trikotnik, usmerja promet in rekel, gospa, vi se usedite v avto in one dva zamenjata gumo, ona usmerja sem pa tja. In dejansko na koncu, ko je bil avto zrihtan, rečem, tej gospe sem rekla, kako naj se vama zahvalim? Pa me pogleda pa rekla, a veste, midva sva danes vam pomagala, ko bova pa midva rabila, pa veva, da bo nekdo drug prišel, ki bo nama pomagal. In to je ta zakon izravnave. Zakon izravnave, v vesolju se vse izravna. Vse, kar daš, dobiš tisočerno povrnjeno. In zdaj, če daješ dobro, dobiš dobro, če pa daješ slabo, ja, pa tudi lahko pričakuješ, da enkrat pride krog na okrog. Marjetka, kako je kaj, pozdrav Maribor. Zdaj pa še eno, čak Ksenija, midve sva rekla, ne? Ksenija, za tebe sporočilo, angeli me vodijo tja, kjer je zame najbolje, usklajena sem s simfonijo srca in narave. Angelski zvoki sfere, tebe podpirajo vse svetle sile. Karta 34 pa je zate. Zvok in angelske sfere. Zvok me očiščuje, zvok mi odstranjuje blokade. Narava je tempelj, ki je prežit z nežno glasbo, žuborenjem potočka, šelestenjem listja, z dihanjem morja, usklajena sem z zvokom narave. Narava čisti mojega duha in telo. No, tako da, lejte, ena stvar, ko se začnemo zavedati, da predvsem z mislimi, ne? Zdaj, če gremo na to naše telo, se pravi, eterično telo okrog nas, tukaj se čustva zapisujejo. Potem imamo pa aurično polje, ker pa v bistvu je pa že okuženo včasih, a ne? Aden, bom zapisala, bom pol še potegnila karte, oj prav. V glavnem, Marija, dober večer. V glavnem in zdaj bomo pa mehar šli še tehnično, da bom razložila, kako v bistvu naše čakre lahko vplivamo. Se pravi, Nataša, si pišem, veste, pa bom pa na koncu še za vas potegnila karte, ker bi rada zdaj razložila še mečken tehnično. Dejstvo je, da ko gledamo naše telo, naše telo je samo zemljevid naših čustev. In zdaj v bistvu največ smo potegnili v tem predelu, vranica, srce, srčna čakra, dihala, ne nazadnje. Zakaj nekateri zbolevajo za rakom na prsih, zakaj nekateri težko dihajo, zakaj imajo nekateri težave z dušenjem, s tesnobo. To je vse tukaj na tem predelu. V bistvu na tem predelu se generira in ta nizka čustva, ki so tukaj, so pa v bistvu povezana s strahom. In strah je pa tist, s katerim smo okuženi in ker nas dobesedno vse skupaj zmanipulirani smo na to, da smo, bolj kot smo v strahu, bolj smo tiho, potlačeni pa brez energije. Zdaj pa kaj mi lahko naredimo pod prvo, da se rešimo tega strahu?
Prva stvar je, glejte, hormon sreče deluje prva stvar. Če sediš po konci, to je prva zadeva. Bolj kot si po konci, bolj kot se držiš zravnano, več energije ti lahko sprejmeš. Ko si ves sključen, takrat niti dihati ne moreš. Zato za začetek, se opravičujem, kdor ima težave z dihanjem, ne za začetek sedi vzravnano. Druga zadeva, bodite pozorni na dihanje. Dihanje ne z rameni, ampak s trebuhom, da pride čim več zraka v vaše pljuča, zaradi tega, da se napolnite z novim zrakom. Naslednja stvar, hormon sreče telo proizvaja že takrat, ko se držimo na smeh. Naslednja stvar, hormon sreče proizvaja telo takrat, ko se 20 minut gibamo. In zato zjutraj dajte tibetanske vaje začeti delati, ker res pomagajo pri tem, da se napolniš z novo energijo. In naslednja stvar je pa pol hrana, ker dejstvo je, da prazen žakelj ne stoji po konc in da je treba telesu pač dati hranilne snovi, da sploh lahko deluje. Kje dobiti triptofan? Triptofan, mogoče ste slišali, hormon sreče je v čokoladi. Nekaj je v temni čokoladi, sploh če zmešate, če naredite čokoladni mus, boste imeli krasno mešanco za delati hormon sreče. To je res, to je čista resnica. Vam pokažem recept. To je v tele knjigi, ko imajo hormoni žur in sicer čokoladni mus imate pripravljeni v 20 minutah in zmešate temno čokolado, poleg tega pa date, čakajte, da ga najdem, poleg tega pa date, stepete jajca, najprej beljak, potem rumenak in vse skupaj potem skupaj zmešate in date zmrzniti. In nastane krasen čokoladni mus. To je hrana za delati hormon sreče. To je čista resnica. Zato, ker ima noter triptofan in vitamin B6. V jajcih je pa vitamin B6 in dobite čisto vse in lahko to poješ celo za večerjo, ker čokoladni mus ima skupni glikemični indeks samo 12,5. In to pomeni, da je to v bistvu sladica za hujšanje. Ali pa recimo, če naredite tele takele čokoladne ali pa lešnikove kroglice, so lahko vmesni obrok. In tudi tukaj je komplet sestavina za delati hormon sreče. Če pa vi jeste, ne vem, čokolado, tako navadno čokolado, pa ne si mislili, da boste proizvajali hormon sreče, ampak se boste redili in si boste delali nesrečo, ker na koncu boste zmerom bolj debeli in boste zmerom bolj razočarani nad sabo. Druga stvar pa je, ne govorim, da ne smete nič tega jesti. Lahko jeste čokolado, ampak če jeste čokolado, dajte zraven orehe ali pa lešnike. To je pa pol v redu zadeva. In čez popijte 1 deci jogurta ali pa mleka, zaradi tega, da dobite zadostno količino beljakovin, da sladkor ostane v ravnovesju. In boste videli, to je ena taka stvar, ki pomaga pri tem, da se dobro počutite. No, druga kombinacija za hormon sreče je seveda, da pršut, pa olive, pa recimo ržin kruh ali pa ajdov kruh, to je tudi za delati hormon sreče in zadovoljstva. In dejstvo je, da na ta način, če delate hormon sreče, hormon sreče pa povzroča obnovo telesa. No, a ste že kdaj kakšnega videli, ko je zaljubljen? Enostavno bolj, ko je zaljubljen, manj hrane rab in bolj zgleda mladostno. Zdaj pa ni nujno, da je tukaj druga oseba. Dovolj je, da se zaljubite v življenje. Dovolj je, da enostavno začneš uživati v tem, kar si živ. Ne, da gledaš, česa ni, pa na čem lahko jamraš, ker vemo, da je to slovenski šport, ampak da začneš razmišljati o tem, kaj je lepega, kam gre pozornost. No, pojmo zdaj mečka naprej. Stanka, sporočilo za tebe. Pošiljam pozdrav kako se reče vašemu polju, da nam v Soško dolino, je to tako. Sočutje, ljubeče sprejemam sebe in druge. Stanka, to je za tebe. Sprejemanje sebe in drugih. Vsak dela najboljš, kar zmore. Imam pa Nataša za tebe sporočilo. Nataša, za tebe sporočilo je odpuščanje. Odpuščam sebi in odpuščeno mi je. Zdravilna energija teče skozi vse moje odnose. Zdravilna energija
prežema tako tebe kot vse ostale. Tukaj pomaga stavek, naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce. No, zdaj pa sporočilo za tebe, Marija. Marija Šovricel, to je zate. Marijo že kar nekaj let poznam, to je ena krasna gospa. Višja zavest, skozi moje celice teče božanska ljubezen. Tole je pa karta za pomlajevanje. In če zjutraj, ko vstaneš, si samo ponavljaš, skozi moje celice teče božanska ljubezen. Se v bistvu vsaka celica napolne s to energijo in se pomlajuješ. No, in zdaj še zate, upam, da sem si prav pripisala Aden. Aden, zate sporočilo. Sporočilo za tebe pa je, kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje. Včasih je se treba tudi od kakšnega ali pa od kakšne stvari enostavno posloviti in reči hvala za izkušnjo in biti hvaležen za izkušnjo in iti naprej. Marija, še za tebe je prav. Marija, tvoje sporočilo pa je počitek. No, daj si vzem malo časa za sebe. Moje celice se polnijo zdravilno božjo svetlobo. To so afirmacije, ne vse to, kar sem že prej rekla, ko rečemo zjutraj, moje celice se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Ali pa ko zvečer, ko greš spat in si rečeš, naj teče svetloba skozi moje celice. To je ukaz vašim celicam in vaše celice vas slišijo. Vi ste komandant in dejstvo je, da vaše celice občutijo samo vaša razpoloženja. In to, kar je vaše razpoloženje, gre v podpalubje in one dobijo ukaz. In če vi rečete, kako sem stara, ok, hoče biti stara. Ali pa po drugi strani, če pa vi rečete, se polni zdravilno božjo svetlobo, ok, se že polnimo. Nina, še zate, prav? Nina, sporočilo za tebe, da vidimo. Sporočilo za tebe pa je, osvobojena si teže karme. Tega ne potrebuješ več. Karkoli se ti dogaja, zahvalj se za izkušnjo in dajmo pogledati tole. Karma 43. Kako jaz razumem karmo? Zdaj, vem, da krščanska vera ravno ne priznava tega, ampak, glejte, čas je, da odstranim vse stare vzorce, da prečistim vsa nezdrava prepričanja, da sprostim vezi in namir in da se osvobodim. V mojem srcu je mir. Lahko premagam svoj največji strah. Svobodna sem. Stvarstvo me podpira. No, to je zate sporočilo. In v glavnem, kako jaz razumem karmo? Karma je v bistvu energijski vozel. In to pomeni, da določene ljudi rabimo srečati v svojem življenju. Dejansko je že vse predomenjeno, v kateri družini se bomo rodili. Mi otroci si izberemo svoje starše, naši otroci so se izbrali nas za starše, zato ker potrebujemo točno tako izkušnjo. In dejansko, če je kdo izmed vas bral knjigo Neskončna modrost akaških zapisov, piše točno to, da dejansko, ko imaš, da duše se nekako zberejo kot v eni veliki telovadnici in da se domenijo, kakšne vloge bo nekdo odigral. Se pravi, nekdo bo tisti oče, ki bo hudoben, nekdo bo zlorabljen otrok, zavržen otrok, zato ker duša pač rabi te izkušnje, rabi predelati in pride na zemljo predelati lekcijo in jaz razumem vse skupaj, ko odpustiš, se osvobodiš. In jaz verjamem v to, da ko se poglejte, ko osvobodi sebe, se tudi na drugi strani zgodi del zdravljenja. Enostavno, pomembno je, da ostajamo vedno v miru. Ne glede na to, kaj se dogaja, da ostajamo v miru. No, leta, o tem sem seveda pisala ogromno v tej drugi knjigi. 200 strani je posvečeno dekodiranju podzavestnih programov. In prav tukaj, če ste videli, je prav ta karta, karma, kaj se skriva v nezavednih delih mene, prosim za zavedanje. In tukaj je meditacija za odpuščanje. Jaz pozdravljam božanskost v tebi. Jaz, duša, pozdravljam duhovnost v tebi. Oba sva otroka vsemogočnega bitja in oba se razvijava. In vam povem, da ko popolnosti odpustiš ljudem,
ki so kruti do tebe, enostavno lahko greš na naslednjo stopničko. Prav odpuščanje je ključ do tega, da lahko greš naprej. In če je še toliko hudo, če vam še toliko slabih stvari delajo ljudje, vas učijo lekcije odpuščanja. In to je edina stvar za moje pojme, kar se pride, dve stvari. Ena stvar je, kar se pridemo na zemljo učiti, je odpuščanje, drugo pa je ljubezen do sebe. To sta dve veliki lekciji in ko se to naučiš, ljubezen do sebe, da nehaš sebe kritizirati, da za sebe poskrbiš, za svoje telo poskrbiš, da se imaš rad, da se enostavno objameš pa rečeš, dobro jutro ali pa lahko noč, sam sebi, ne da vedno pričakuješ od drugih, kaj ti bojo dali, ampak da sam sebi daš. In ko si, če tako kot steklenica, ki polna, lahko je samo dodaš barvo noter in se obarva. In ko si sam poln ljubezni, drugače ne more biti, kot da je to poln ljubezni okrog tebe. Andreja, še za tebe sporočilo, je prav? Za tebe sporočilo, popolnoma si varna, nadangel Mihael je s teboj. Predstavljaj si kot moder ščit, ki je pred tabo, ki je za tabo in dej se večkrat obrn na pomoč, ker na koncev, kdor je bral izmed vas knjigo Angeli v mojih laseh. Krasna knjiga o tem in avtorica knjige govori o tem, da je ogromno angelov brezposelnih, ker jih ljudje ne prosijo za pomoč. In jaz si pa mislim, jaz pa rečem, angel, ne zrihtajte mi parkirplac tik pred vhodom, ali pa če kakšno stvar težko nesem, da jim rabim pomoč, zdaj pa rabim pomoč in kar letijo skupaj stvari. In dejansko, ko se začneš obračati na stvarstvo, koliko je lažje živeti. In a veste, ta naš komunizem ali pa socializem tukaj v naši Sloveniji je pustil svoj pečat, pečat nevere. Potem pa še cerkev s svojimi podvigi, kar se tiče in spolnosti in tako naprej, spet dodaten pečat. Ampak dejstvo je, da tukaj ne govorimo o ustanovi, ampak govorimo o povezovanju, da enostavno prosiš in se zgodi. Mi vsi smo vdajnik. Fani, kako je kaj v Zagorju? Če si predstavljamo, da smo vsi mi imamo vdajnik in ko pomisliš na nekaj, si že vdal. In tisto, kar je na podobni vibraciji, pride v tvoje življenje. No, Beti, zdaj pa še zate eno sporočilo, je prav? Beti, zate sporočilo. Delam dobro in dobro se mi v izobilju vrača. Tole smo že. Prejle dan smo potegnili tole karto in to je ena stvar, da se zavedamo, tudi če ta trenutek daješ več, kot dobivaš, da se zavedaš, da vedno boš poplačana za to, kar si dala. Vedno. Ne misli, da obstaja možnost, da ne bi prišla do tega, tako kot dan in noč. Vedno pride do ravnovesja. Vedno. No in Jerneja, zdaj pa za tebe sporočilo. Tale. Srečna sem, da živim. Začni dihati s polnimi pljuči, začni razmišljati, kaj je lepega. Vesna, zate? Jaz sem ljubezen. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Glejte, tole, kar si ti dobila, Vesna, je povezava z ljubeznijo do sebe. A zmoreš videti ljubezen v sebi? A lahko vidiš svoje telo, se pogledaš in rečeš, bejba, ti seksi. Videti sebe lepo pomeni, da se nehaš kritizirati, da nehaš razmišljati, kaj ni dobrega na tebi, da nehaš razmišljati, ne vem, koliko imaš krive zobe, koliko imaš kil preveč, koliko imaš špeha preveč, koliko imaš tega preveč. Da enostavno, da rečeš taka, kot sem jaz. In to je moje telo in to je vozilo v moje duše. Ljubezen do sebe pomeni, da, kar sem že prej začela govoriti, da ješ na 2,5 uri, da je enostaven, poskrbiš za to tvoje fizično telo, ker v vsakem primeru smo tukaj na zemlji in treba je jesti. Marjana, zate sporočilo? Čarobni samorogi in vilinska bitja. Bitja svetlobe te ljubijo. Začni se mečkan več obračati na
angelsko pomoč. In tisti, ki verjamete v to, da obstaja nekaj več, res vam priporočam, vzemite kakšno knjigo o angelskih sporočilih. Meni je recimo Angeli v tvojih laseh ali pa Odor in Viture so mi krasne zadeve in ko začneš brati te zadeve, se res svet začneš dojemati drugače, ker svet je lep. In še eno stvar, pa sej verjamem, taka ura je, noben izmed nas ne gleda poročila, ker dejstvo je, da poročila ti povzročajo same slabe stvari. No, tako da, pojdimo majhen zdaj še tehnično na naše telo. Na kar moramo biti še naprej pozorni, se pravi, mi moramo spoštovati zakonitosti našega telesa. In danes vemo, da je 1001 teorija glede zdravja. Vemo, da obstaja ketonska dieta, obstaja, 1001 dieta in na koncu človek več ne ve, kaj naj je in kdaj naj je in kako naj sploh se prehranjuje, da bo čim bolj zdrav. Prva zadeva, glejte, tako kot recimo majčken otrok rabi hrano, da 2,5 ure do 3 ure, tudi naše telo, če želimo, da neha shranjevati, potrebuje hrano na 2,5 ure. To je prva zakonitost. Druga zakonitost našega telesa je, da rabi par ur pred spanjem, recimo tam med 8 in 9 uro, beljakovinski obrok. In to pomeni, da če mi želimo, da se telo začne obnavljati po noči, da enostavno potrebujemo zvečer ali pršut, ali skuto, ali jogurt, ali pa sej pest mandlov, ampak prej jih je treba namočiti. Zaradi tega, ker v nasprotnem primeru telo ne zmore proizvajati rastnega hormona in ker ne proizvaja rastni hormon, zmerom bolj postajamo stari in bolj kot si star, težek, brez energije, ja, pa si pa začneš ponavljati, emšo me daje in to ni dobra informacija za naše celice. To pomeni, da naše celice dobijo informacijo, staramo se, odmiramo. En poizkus, dobro, tega sem opisala v tele knjigi, ko imajo hormoni žur. Prosili so posameznike, prostovoljce, da vzamejo eproveto, oziroma postrgali so jim celice iz neba in so dali v eproveto in so prosili, to ni eproveta, ampak moja šalca s čajem, in so jih prosili, da mislijo na nekaj zelo, zelo pozitivnega, na nekaj lepega. In potem so pod mikroskopom pogledali te celice in veste kaj? Celice, ki so bile izpostavljene pozitivnim mislim, so se začele obnavljati. No in potem so prosili te iste ljudi, da razmišljajo nekaj zelo žalostnega, nekaj, kar se jim je groznega zgodilo, v glavnem, in bolj kot so razmišljali negativno, to pomeni, da so se te celice začele propadati. No in potem so pa rekli, mogoče je, ker te ljudje držijo takole te svoje celice, dajmo jih v drugo sobo. In so celice predstavili v drugo sobo in so ponovili postopek. In kaj se je zgodilo? Spet, celice o pozitivni misli so se obnavljale in ko so negativno misel so propadale. In potem so celice odnesli 20 km stran in so ponovili poskus. In dejansko, dokler so bile celice žive, so se odzivale na lastnikove misli. In dobesedno naše celice nas slišijo. In bolj kot jaz razmišljam, moje telo se pomlajuje, dovoljujem, da gre nova energija skozi mene, jaz se pomlajujem. Ne nazadnje, lejte, če jaz gledam sebe, še malo pa bom imela 49 let, še malo pa bom 50. Tudi podrazno se ne počutim 50 let stara. Tudi podrazno ne, jaz se počutim v najboljših letih, kar tudi sem. In dejstvo je, da v najboljših letih, kdaj ne bi bil tako v najboljših letih, okrog 30 leta, počutim se vitalno, ena stvar me ne boli, en sklep me ne boli, ene težave nimam. A ni to zadosten razlog, da si hvaležen? Druga stvar pa, tvoje celice slišijo tvoje misli in bolj kot si negativen, bolj si star. Tako da to sem 100% prepričana. Hermina, zate sporočilo, da vidimo. Hermina, zate sporočilo, odgovore najdem v tišini svojega srca. Hermina, pojdi kam sama, pa bod mal sama, pojdi k vodi
in poslušaj sebe. Ker včasih smo toliko zaposleni, na katero delavnico bomo še šli, kaj bomo še prebrali, kaj bomo še naredili. Umir se. Za začetek dovolj, da slišiš sebe. Ker imamo toliko natrpan z vsem, da je toliko nekih misli, da sebe ne slišimo. Zato za začetek pejdi v mir. Bodi v miru. Ej, Milena, lejte, zdaj pa tako. Milena je pa ena krasna gospa, ki dela pri nas na Neolifeu. In jaz se s podjetjem Neolife ukvarjam že 3. februarja, sem pozabila na obletnico. 3. februarja sem imela 26. obletnico, kar sem podpisala sodelovanje s podjetjem Neolife. In vsa leta sem že pri podjetju Neolife in Milena je pa pri nas v pisarni. In to so tiste sončne punce pri nas. No in eno stvar, prej sem govorila o tem, kako pomembno je poslušati svoje telo in kako pomembno je spodbuditi obnovo. Poleg tega, da jemo zvečer beljakovine, potrebujemo pa še 2 ključni stvari, da se telo začne obnavljati in da tvori hormon za obnovo. In to je prva zadeva, čakajte, da najdem, omega-3, a bom vse ostale prepotegnila, omega-3, to je tole. Omega-3, jaz dejansko uporabljam te od Neolifea že vsa leta, sploh drugih ne uporabljam. Zakaj uporabljam točno to omega-3 plus od podjetja Neolife? Prva stvar, imamo poseben postopek čiščenja. In to je ena stvar, nad čemer sem čisto navdušena. Lejte, danes vemo, da omega-3 maščobna kislina, ribje olje, da se dobiti iz morskega psa, da se dobiti iz tune, da se dobiti iz morskih rakcev, da se dobiti v bistvu vseh morskih živali, lahko stisnejo omega-3. In ni nujno, da je vse čisto. Večji del, recimo sploh živo srebro, ki se nahaja v morskem psu, morski psi, ker so zadnji v prehranjevalni verigi, so preobremenjeni živim srebrom. No, in dejstvo je, da ta omega-3 od podjetja Neolife imamo poseben postopek čiščenja, imenuje se medcelična diferenciacija. In v Angliji so delali neodvisno študijo in so iskali najboljši vir omega-3 na svetu in sicer za bodoče mamice. In dejansko tale omega-3 podjetja Neolife je dobila priznanje za najbolj čisto omega-3 na svetu. In jaz sem res v to prepričana in dejstvo je, da 3 zvečer vzamem. 3 kapsule omega-3, zdaj pa zakaj omega-3? Omega-3 ni samo zato, da proizvaja ali pa pospešuje proizvajanje rastnega hormona, poleg tega pospešuje proizvajanje hormona DHEA. In to je hormon, ki topi špeh. Po domač bom povedala. To je maščoba, to je hormon, ki topi špeh na trebuhu, te šlaufe, ker se naberejo. Naslednja stvar, omega-3 podmaže sklepe. Zelo preprost, kot panti. Panti, ki škripajo, jih podmažemo z maščobo. Ko začnemo omega-3 uporabljati, podmažemo sklepe in sploh kdor ima težave, artritis, vnete sklepe, težave z gibljivostjo, tudi borelija ne nazadnje, tudi meningitis, meningitis je vnetje možganske opne, vsa vnetja, omega-3 gasi tiha vnetja na celični bazi. Omega-3 deluje, pospešuje delovanje živčnih celic, deluje na to, da ljudje hitreje mislimo, da lažje mislimo. Omega-3 deluje na gibljivost hrbtenice, omega-3 deluje na jetra, deluje na žile, čisti noter po žilah, deluje tako kot cevosan na žile. Poleg tega deluje na pri dojenčkih, zato da se dokazano so bolj brihtni za bodoče mamice. Potem omega-3 je za mehne otroke, da so bolj brihtni, da hitrejš dojemajo. In predvsem omega-3 pomaga pri tem, da vsa vnetja v telesu pogasi. Zdaj pa kar pomislite, boleče grlo, rabimo omega-3. Težave s pljuči, rabimo omega-3. Kdor ima astmo, rabi omega-3. Kdor ima težave z očmi, rabi omega-3. Zdaj pa zakaj je toliko pomembna ta omega-3? Moramo razumeti, da celica, zdaj pa moram risati, da boste lažje razumeli, glejte, če gledamo celično membrano,
tole resen jajc, ratov tele celice, ampak ok. Lejte, če gledamo celico, 25% maščobe, v bistvu tele membrane, je narejeno iz beljakovin in kar 75% maščob, celične membrane je narejeno iz maščob. In mi rabimo dobre maščobe. In če nimamo dobrih maščob, naše celice ne delujejo, mi se pa počutimo kakšni slabo, brez energije, sesute. To je v bistvu osnova, so dobre maščobe in če tega ni, lejte, se ne moramo dobro počutiti. Naslednja stvar pa, vsi to poznamo, maščobe oksidirajo. Zdaj, pri nas na Sevčkem rečemo, da postanejo žaltove, pravilno slovensko je, da postanejo žarke. No in zato pa nujno potrebujemo C-vitamin. Če nimaš C-vitamina, maščobe postanejo žarke in dobesedno C-vitamin je pa tisti, ki preprečuje maščobi, da bi oksidirala. Jaz uporabljam tudi tegale od Neolife, zdaj pa kakšna je razlika med tem, ki je s postopnim izločanjem in vemo, da dosti lahko dobite kakršenkoli C-vitamin, dobite liposomskega, dobite, C-vitamina je v 1001 obliki. Zakaj jaz uporabljam točno tega in niti ne bi uporabljala liposomskega? A veste zakaj? Zato, ker liposom, zdaj moramo spet razumeti, kaj je sploh liposom. Liposom, recimo tukaj so celična vrata in liposom je v bistvu maščoba, in celica ima svojo modrost in odpre vrata in ta maščoba potem gre noter. In tukaj je pa C-vitamin noter, ovit z maščobo in zato se reče pač liposomski. In v bistvu se celična membrana odpre, vrata se odprejo in gre to v celico. Ni pa nujno, da moja celica potrebuje tako količino C-vitamina, ker celica ima svojo modrost in ker ima svojo modrost, je v bistvu liposomski C-vitamin pa B-vitamin lahko trojanski konj. To pomeni, da pride nekaj v celico, kar mogoče sploh moja celica ne potrebuje v taki količini. No, jaz upam, da sem vam razložila na ta način in zato je potrebno čim bolj poslušati načrt narave. In kaj je načrt narave? Načrt narave je, da, če gledamo, mi če v naravi pojemo šipek ali pa grozdja ali pa borovnice, se vedno nahaja C-vitamin v kombinaciji z bioflavonoidi. In to je načrt narave. Se pravi, so rdeča, vijolična barvila s C-vitaminom. In to pomeni, da je nekaj, kar telo prepozna sebi kot dobrodošlo snov. Te stvari so pomembne, veste, ker danes je poplava informacij in v želji mogoče, da bi bili boljši, da bi bili mlajši, da ne bi imeli bolečin, posegamo po raznih stvarih. Ampak pomembno je, kaj uporabljamo. Tako da, ko kupujte C-vitamin s postopnim izločanjem, pomembno pa je, da je z bioflavonoidi. Na to bodite pozorni. Zdaj koliko? Jaz vzamemo 3 do 5 teh C-vitaminov na dan, se pravi C-vitamin s postopnim izločanjem od podjetja Neolife, kjer lahko dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.com in vam pošljem po pošti. Tako, čisto enostaven. No, v glavnem, zdaj pa, Klavdija, zate naprej sporočilo. Imam bolj tehnično, vidim, da sam poslušate, ampak če imate kakšno vprašanje glede zdravja, z veseljem odgovorim, ker za moje pojme se da odgovoriti čisto na vsako vprašanje. No, zdaj pa, Klavdija, zate sporočilo. Zdravilni žarek teče skozi moje telo, jaz sem bitje luči. Dovolj, da te energija svetlobe napolni. In ti, če želiš biti zdrava, ali pa mlajša, ali pa lepša, dovolj si, ponavljaj si, zdravilna energija teče skozi moje telo. Zdravilna energija teče skozi moje telo. Ti bom naprej prebrala sporočilo, to je karta 38 in si dobila sporočilo. Skozi kronsko čakro se v moje telo steka zdravilna energija in zdravi moje oči. Pomlajuje moj obraz, čutim pretočnost. Zdravilna energija teče po hrbtenici navzdol in se dotika vsakega mojega organa, steka se vsako celico mojega telesa. Zdravilna svetloba, nova energija se dotakne vsakega sklepa,
teče preko kolkov in kolen ter se preko stopal steka v mater zemljo. To je pa zdaj sporočilo za tebe in lejte, a veste, da smo že 1 uro na liniji? Nekaj neverjetnega. Tako da, lejte, za danes mislim, da bo zadost. Če imate kakšno vprašanje, napište mi sporočilo, lahko tudi od spodaj bom pol odgovorila na vprašanja. Tako da, lepo se imejte, dobro spite in naslednji teden smo spet na liniji. Še eno povabilo, ta teden imam 2 predavanji in sicer v četrtek sem v Krškem, v knjižnici, ob 6. zvečer, čakajte, moram pogledati, da pogledam na računalnik, se pravi februar, 14. na Valentinovo se vidimo v knjižnici v Krškem ob 6. zvečer in v soboto zvečer imam pa predavanje v Sorici, v glavnem Groharjeva hiša ob 17. Tako da v glavnem vabljeni na ta predavanje, obe 2 predavanji sta brezplačni in v glavnem naslednji teden pa nimam predavanja, potem pa 28. pa knjižnica v Železnikih. Tako da dobro spite, želim vam vse dobro in če imate kakršnokoli vprašanje, kar od spodaj napište, pa vam bom potem odgovorila ali pa jutri. Tako da smo na liniji in naslednji teden, ko bom spet imela navdih, se slišimo, smo na liniji in uživajte, lahko noč.